Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas sta Zebedejeva sinova Jakob in Janez stopila k Jezusu in mu rekla: Učitelj, želiva, da nas storiš, kar te bova prosila. In rekel jima je: kaj hočeta, da vama storim? Rekla sta mu: daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na levici. Jezus jima je dejal: ne vesta, kaj prosita. Ali morata biti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti kršna s krstom, s katerim sem jaz krščen? Rekla sta mu: moremo. In Jezus jima je dejal: kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena. Dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dana tistim, ki jim je to pripravljeno. Ko je drugi 10 to slišalo, so se začudili in jezili nad Jakoba in Janeza. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim dejal: veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vlade. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vas strežnik. In kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregal in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, danes večkrat slišimo misel, da je sedanji svet postal globalna vas. Hitreje, kakor nekoč na vasi, pridejo danes mnoge novice preko sredstev družbenega obveščanja ali tudi preko drugih mnogih družabnih omrežij v oddaljene kraje sveta. Lahko bi rekli čisto do skrajnih mej. Dejstvo, da imamo vsi dostop do informacij z vsega sveta, nas na nek način resnično povezuje v skupnost. Ta dobrina je dostopna vsem ljudem in v marsičem pa je tudi globalizacija le navidezna in nekakor ne tako samoumevna, kakor se zdi. To se predvsem kaže v najbolj materialnih dobrinah, lahko bi rekli, v naši ekonomiji, ko te niso porazdeljene pravično med vse ljudi, ki bi jih potrebovali. Danes, kakor sem že uvodoma dejal, obhajamo misijonsko nedeljo, ko se spominjamo Jezusovega naročila: pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu, torej do skrajnih mej sveta. Iz tega naročila izvira misijonsko poslanstvo Cerkve, ki je vedno resnično in tudi aktualno. Namreč iti do zadnjih mej sveta in prekvasiti ta svet z veselim oznanilom odrešenja, oznanilom Jezusa Kristusa. Tako Jezusova želja postaja globalizacijska, namreč oznaniti veselo oznanilo vsem narodom in vsem ljudstvom. V stari zavezi so Izraelci Boga razumeli kot svojega Boga in svojega odrešenika, kot Boga pravovernih, do katerega ljudje z obrobja niso imeli pravice. Zato so tudi Jezusa, ki je bil njihov rojak, imeli za izdajalca, ko se je obrnil k obrobnim, grešnim tujcem, tistim, ki jih tista družba v tistem trenutku ni sprejemala. Toda ravno s to gesto je Jezus razširil pravico do Boga, da postane oče in prijatelj vseh ljudi. Od takrat naprej namreč nima nihče več pravice reči: Bog je samo moj ali Bog je samo naš. Vsi smo namreč otroci istega Boga, ki je isti naš oče. Jezus ne gleda na osebo in pred njim ni nihče niti več, niti manj, ampak nas je ustvaril in smo vsi za njega enako pomembni.
Sodobni svet pa vemo, da je v marsičem daleč stran od prave globalizacije. Materialne dobrine so nakopičene na enem delu sveta ali pri eni skupini, drugje pa živijo ljudje v pomanjkanju. Z gmotnimi dobrinami so tudi povezane kulture in duhovne dobrine in tudi te so žal mnogim nedostopne. Cerkev se torej zaradi Jezusovega oznanjevanja nikoli ne more in ne sme sprijazniti, da jo mnogi potiskajo v geto in jo prikazujejo kot neko interesno društvo ali zgolj eno od religij ali ideologij. Večkrat pa smo zato krivi tudi sami kristjani. Naloga cerkve je najprej oznanjati evangelij vsemu stvarstvu. To pomeni, da do nemoglosti oznanja, da je Bog ljubezen, da je Bog prišel za vsakega izmed nas in da tisti, ki mu z vsem srcem in vso dušo lahko tudi stopi na pot našega življenja z Božjo pomočjo, lahko sledi vedno in povsod, ker mu Gospod daje moč in priložnost v vsakem trenutku. To pomeni, da je oznanjevanje vesele novice tudi dolžnost vsakega kristjana, slehernega človeka, ki je po krstu pridružen Jezusu Kristusu in njegovi cerkvi. Sporočilo o tem, da je Bog ljubezen, je tako odlično in odločilno, tako temeljno, lahko bi rekli tako bistveno, da se mu nihče ne more izmakniti brez greha. Če temu človek ne sledi, že v začetku greši, ker se opira temu, kar je v človeku najbolj božjega. Tudi v krščanstvu imajo ljudje različna mnenja. Nekateri ga imajo za ideologijo, drugi za eno izmed religij, tretji za folkloro ali tradicijo. Ta mnenja samo kažejo, kako slabo ljudje razumejo krščanstvo in tudi sami kristjani večkrat nismo pričevalni, da bi tudi sodobnemu ljudem pokazali, kaj je Gospodov evangelij. Kristjan, ki resnično živi z njegovega naročila, pojdi in oznani, se zaveda, da za tem oznanjevanjem nikoli ne prinaša svojih idej. Veselo oznanilo je namreč odrešenje, ki nenehno, vedno in povsod tudi osvobaja. Osvobajanje pa nikoli ni vsiljevanje. Namreč doživeti ljubezen pomeni doživeti resnično osvobojenje in odrešitev. Tisto svobodo, ki je resnica, da je Bog ljubezen, da človeškosti ta ljubezen nikoli ne omejuje, ampak jo odrešuje in v njej spodbuja najbolj pozitivna hotenja in možnosti, ki pa se najbolj izkažejo takrat, ko se človek da na razpolago. Želja po odrešenju je torej zapisana v naša srca, v srce vsakega človeka, ki hrepeni in išče Gospodovo in s tem tudi človeško bližino. Tako, bratje in sestre, misijonsko poslanstvo cerkve zato ni nič drugega, kakor globalizacija ljubezni. Narediti po Jezusovem zgledu in naročilu ljubezen dosegljivo do vseh ljudi, ki pa je moram najprej jaz sam živeti v svojem srcu. In prav to poslanstvo gradi skupnost odrešenih ljudi, tisti, ki se zbiramo okrog Gospodovega oltarja in nas tudi usposablja zmožne, da bi resnično živeli to ljubezen. Zato nihče iz tega občestva ni nikoli izključen. Za nikogar ne moremo reči, da Božje ljubezni ni vreden. In prav zato je tudi naša cerkev katoliška, kar pomeni odprta za slehernega človeka, ki pa želi Kristusu tudi slediti. Kristjan svojega srca ne bi smel izmikati, ampak bi ga mogel vedno odpirati ljudem in tudi z njimi deliti vse tisto, kar potrebujejo, da bi lahko človeka vedno znova označili kot globalizacijo srca. Tisto ljubezen, ki se razdaja in je vedno na razpolago za to, da bi drugemu tudi resnično pomagal. Pojdite, pravi Kristus, in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Zato kot kristjani nemogoče, da stojimo pri miru in ne bi slišali tega oznanila in da ne bi tudi to oznanilo resnično prenesli v naša dejanja.
Slediti Jezusu Kristusu ni dejanje, ampak je odprto v svet. Tisti svet, ko to dejanje postane resničnost, ko ni le neka dobra misel, ampak konkretna uresničitev tega, kar Gospod od nas pričakuje. Odnos s Jezusom Kristusom torej ne zdrži brez oznanjevanja, brez služenja, ali kakor pravi sedanji papež, brez misijona. Še predno so apostoli v evangeliju končali svojo pripravo, jih je Gospod že poslal oznanjati evangelij. To pomeni, da je misijonska izkušnja tudi del krščanske formacije. Oznanilo se ne začne pri nas, ampak v lepoti tega, kar smo prejeli, zastonj in brez naših zaslug. Srečati Jezusa Kristusa in ga spoznati, odkriti, da smo v resnici ljubljeni in s tem tudi odrešeni, ko je Jezus za nas opravil enkratno daritev na oltarju križa, je za nas priložnost, da se vedno znova dariti svete maše obrnemo Gospodu in se hkrati v globini svojega srca vprašamo, kako sledimo tej brezmejni ljubezni in kako ta zastonski dar v svojem življenju tudi prinašamo drugim. Mi smo prejeli ta dar, zato smo poklicani, da tudi sami nenehno postajamo ta dar. Prejeli smo dar in naše poslanstvo je, da se sami spremenimo v dar za druge, kar se v resnici tudi dogaja ob našem oltarju. Izkušamo srečo, da smo Božji otroci in to srečo moramo deliti tudi z našimi brati in sestrami, ki še ne poznajo Gospodovega evangelija in tako tudi v resnici postajamo misionarji. To je torej razlog za oznanjevanje, ki je globalizacija srca, Božje ljubezni, ki postane dejanska in resnična. In to prinašamo tudi nam in vsem tistim, s katerimi se srečujemo v našem življenju, kar smo deležni pri daritvi svete maše. In v resnici ni tu druge poti kot vera vanj. In ta vera vanj v ostalega Kristusa daje temelj tudi našemu poslanstvu. On je edina pot in tolažba, druge ni. Zato se sami tudi resnično oklenimo in tudi tej ljubezni resnično sledimo. Bratje in sestre, to poslanstvo smo prejeli pri Svetem krstu, ko smo bili deležni trojne službe duhovniške, preroške in kraljevske. In to je tudi začetek našega misijonskega poslanstva, da bi vedno in povsod ostajali in postajali Kristusovi resnični učenci. Amen.